Da je naše zdravstvo v nadvse občutljivem položaju, potrjujejo predvsem dolge čakalne vrste na preiskave in posege, ki v prenekateri veji medicine že dolgo presegajo meje dopustnega in še dodatno ogrožajo že tako ali tako načeto zdravje bolnikov. Kaj kažejo podatki stanovske organizacije, ki jo vodite? V kolikšni meri na te razmere, v katerih so potrebe in zmogljivosti nekako vse bolj vsaksebi, v resnici vpliva v zadnjem obdobju spremenjena zakonodaja, ki je, če za iztočnico denimo vzameva novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, medicinska stroka nasprotovala in opozarjala na posledice, ki ne bodo slabe le za zdravnike in zdravstvene time, ampak predvsem za paciente. Kako je torej posledično danes v klinični praksi, kje se posledice neusklajenih in tudi ne vedno najbolj domišljenih zakonodajnih sprememb morda še najbolj boleče odražajo? Torej, sprememba zakonodaje ni šla v resnici pri nobenem členu v smer zagotavljanja več storitev za bolnike. V resnici je šlo za neko regulacijo zdravstva, regulacijo zdravniškega dela samo po sebi. V prvi vrsti seveda bodo zdravniki manj delali pri drugih delodajalcih. Zelo pogosto je šlo v tem primeru za delo pri drugih javnih delodajalcih, bodisi v državni lasti, v občinski lasti ali zasebni, ampak v okviru javnega zdravstvenega sistema. Tukaj so se pojavile omejitve, ne samo omejitve, tudi plačilo za to delo bo slabše in bo zdravnike seveda manj motiviralo. V bistvu se bo zgodilo, da bo v nekaterih primerih zaradi večje davčne stopnje ob tem pravzaprav tako delo zdravniku prineslo zelo, zelo malo ali nič. Na koncu seveda gre za zdravnikov čas, za čas, ki ga ne preživlja z svojo družino in je zato potrebna pač ustrezna kompenzacija. Torej, storitev gotovo ne bo več. Kaj to denimo konkretno pomeni za paciente, če se ozreva na nekaj specialnosti, kjer so bile težave prisotne že pred sprejetjem novele? Torej, kot slišimo v zadnjem času iz medijev, so kar težave po posameznih recimo ambulantah družinske medicine, zdravstvenih domovih, kjer so si pomagali s specialisti iz bolnišnic. Ponekod so težave v zagotavljanju dežurne službe, ki so jo prav tako sestavljali s kolegi iz drugih zavodov, drugih inštitucij in podobno. Nekaj zaenkrat seveda posamičnih, ker še obstajajo dovoljenja za delo drugje, je tudi pri specialnostih, ki smo jih posebej omenjali, ko smo odločevalcem argumentirali, zakaj se nam take spremembe ne zdijo smiselne. To so manjše specialnosti, kjer seveda vsak odhod posameznega specialista veliko pomeni. Poleg tega pa specialnosti, ki se značilno delajo tako v javnem zdravstvenem sistemu kot vzporedno zasebno, ker pač gre za storitve, ki niso vključene v zavarovanje. Počasi se te zadeve pač dogajajo, stvari se spreminjajo in seveda obseg storitev v celoti se zmanjšuje. Ste morda na katerem področju že zaznali, da se skrb za paciente v bistvu že zelo zmanjšuje oziroma da je oskrba skorajda onemogočena, če denimo izpostavim samo maksilofacialno kirurgijo ali pa denimo dermatologijo na sekundarni oziroma terciarni ravni? Res je, pri teh strokah gre za dva problema. Eno je trenutni problem, odhod kolegov, že ko se je v resnici zakon pripravljal iz neke osebne stiske, in drugo pa je vprašanje razvoja
teh strok. Pri nas je bila konkretno maksilofacialna kirurgija že desetletja na zelo, zelo visoki ravni. Šlo je za večdisciplinarne time, skupine zdravnikov in zdravstvenega osebja, ki so skrbeli za bodisi zelo hude poškodbe v tem področju ali prirojene motnje, in to je bilo v Sloveniji res zelo, zelo dobro organizirano in tudi sledilo je razvoju stroke. Sama stroka se je v Sloveniji dobro razvijala. Če zdravnikov na tem področju ne bo dovolj, enostavno časa za razvoj in za te specialne primere ne bo. To je pa neke vrste ne samo izguba neposredno za pacienta, ampak je izguba nekega intelektualnega potenciala na tem področju. V tem kontekstu se mi pravzaprav nadvse povedna zdi vaša misel, da poslušamo o reformi, pa ne vidimo drugega kot omejitve za zdravnike in manj zdravstva za ljudi. Kako v tem smislu ocenjujete dialog z odločevalci, z vlado, z resornim ministrstvom, tudi s poslanci, z državnim zborom? Kajti dialog, ki je, kar se tiče zdravstva kot javnega dobrega, ni le priporočljiv, ampak je nujen, pa vendar ga resnici na ljubo pogrešamo že zelo dolgo. Torej, ne morem reči, da dialoga ni bilo. Res je, da zdravniki, nobena od zdravniških organizacij ni bila povabljena k pripravi zakona, za razliko recimo od drugih zakonov, zakona o kakovosti, kasneje zakona o zdravniški službi. Tukaj nismo bili povabljeni, za novelo smo izvedeli v istem trenutku, kot je šla v javno razpravo. Kasneje je bilo pa kar nekaj pogovorov in komunikacij. Nekaj preko medijev, nekaj pa neposrednih, tako z recimo poslanskimi skupinami, predstavniki ministrstva in tako naprej. Moram reči, da našim argumentom pravzaprav nikoli niso nasprotovali, ker smo se držali pač nekih dejstev in smo skušali oceniti situacijo, kar se da realno. Na koncu pa je vendarle obveljala neka splošna politična odločitev, ki pa je bila pravzaprav daleč stran od teh medsebojnih razgovorov, ki smo jih imeli v času javne razprave. Dialog je torej bil, poslušanje tudi, le slišanosti ni bilo, ali kako? Na koncu ni bilo neke slišanosti ali pa vsaj primerjanja argumentov, razlogov, skratka nekaj, kar bi nas morda prepričalo, da je v kakšnem segmentu tak korak smiseln. Zanimivo je, da se reforma, za katero je jasno, da jo javno zdravstvo potrebuje, pa naj gre za kadrovsko, logistično ali organizacijsko plat, odvija, vendar vsaj občasno na precej specifičen način, onkraj strokovno podkrepljenih priporočil in pobud, mimo ključnih parametrov, ki bi z resničnim izboljšanjem pogojev za klinično delo lahko pripomogli k izboljšanju kakovosti, varnosti, celovitosti, pa tudi ažurnosti oskrbe pacientov. Kaj bo po vaši oceni prineslo takšno pravzaprav hitenje pri spreminjanju podobe javnega zdravstva, ki pa ni v celoti usklajeno z vsemi deležniki? Torej, kratkoročno ničesar, nobenega izboljšanja, dolgoročno pa take spremembe lahko pomenijo erozijo javnega zdravstva. Ljudje se bodo znašli v situacijah, ko bodo zdravstvo potrebovali. Že sedaj se je kar uveljavilo, da določene posege, predvsem recimo določeno diagnostiko, ljudje plačujejo iz lastnega žepa, čeprav so vključeni v zdravstveno zavarovanje. Na drugi strani gre za nezadovoljne zaposlene in to nudi priliko dejanski privatizaciji zdravstva, podobno kot se je to zgodilo v nekaterih bivših jugoslovanskih republikah. Tako da tak primer v bistvu imamo in tega se bojimo.
to je gotovo izguba za ljudi, za paciente, za prebivalstvo, dolgoročno pa tudi izguba za zdravstvene delavce. Jaz sem trdno prepričana, da zdravniki lahko res dobro delamo, predvsem v javnem zdravstvu, če pustimo tiste specialnosti, ki so samo po sebi bolj zasebne. Če ostaneva še malce pri zakonodaji, bi rekla, da je bil eden izmed bolj izstopajočih zakonodajnih fenomenov predlog zakona o psihoterapevtski dejavnosti, ki so ga kot nesprejemljivega ocenile praktično vse veje medicine, vendar je politika v zakonodajnem postopku, ki se bo končal jeseni, to praktično skoraj da povsem prezrla. Proceduralno kolesje se je pravzaprav zataknilo šele, ko se je pokazalo, da za pripravo zakona tičita celo zloraba položaja in odsotnost integritete. Kako ocenjujete takšen fiasko pri poskusu urejanja razmer na tem področju, ki je v medicini pravzaprav urejeno, drugače je seveda nasploh v družbi? Kam to umeščate v sklopu zakonodajnih novitet? Torej, žalostno je, da naši argumenti niso bili ne poslušani, ne upoštevani in da se je v resnici ta postopek ustavil zaradi ene čist konkretne zadeve, ki seveda ni v skladu ne samo z zakonodajo, ampak z nekimi osnovnimi principi delovanja. Seveda ne morem reči, zakaj je v resnici šlo, podrobnosti ne poznam. Vendarle, do neke mere smo zadovoljni, da je postopek ustavljen, da bo možno še nekaj razprave. Tukaj gre predvsem za dvoje. Na eni strani si najbrž vsi želimo, da bi bilo področje psihoterapije regulirano, ker je to področje, na katerem prihaja do zlorab, do zavajanja ljudi, da bodo imeli psihoterapevtsko obravnavo, pa te vendarle ne dobijo, ker ne gre za nekoga, ki to profesionalno opravlja. Na drugi strani pa seveda ne bi želeli, da bi zdravnikom jemali to področje iz rok na tistem segmentu, kjer se dotika oziroma je vključeno v dejavnost psihiatrov. Podobno velja za psihologe, ampak seveda kot predsednica zdravniške zbornice pač bolj poznam ta zdravniški del. Psihoterapija je psihiatrovo orodje, nekateri se s tem področjem ukvarjajo več, drugi manj, vendar imamo, tako kot vse druge specialnosti, to regulirano, torej kdo se s čim ukvarja, zdravniki se morajo licencirati in podobno. Skratka, ta regulacija v resnici že poteka, morda bi jo bilo potrebno dopolniti, ampak znotraj zdravniške stroke, ne pa, da se izenači vse te profile, tako specialista psihiatra kot nekoga, ki ima neko krajšo izobrazbo, pa je ravno tako lahko v redu psihoterapevt, ampak gre bolj za zdravljenje nekih morda vedenjskih motenj, medosebnih problemov ali nekaj takega, kar je zelo dobrodošlo in mi to spoštujemo in v bistvu pomaga tudi ljudem, ki so pacienti. Ampak če gre pa za bolnika, ki ima psihiatrično diagnozo in potrebuje psihoterapijo, mora pa to vendarle ostati v teh rokah. Tako da nam ni razumljivo, zakaj se je treba dotikati v zakonu tega področja, ki je v resnici regulirano, in ne ostati samo na tem delu, ki pa je regulacija potreben. Lahko bi rekli, da je vroče poletne dni pravzaprav popestrila kaskada sistemsko pogojenih eskapad, med drugim izstopa tudi poskus hrvaških klinik, ki so slovenske stomatologe želele novačiti za pošiljanje naših pacientov na zdravljenje k zasebnikom čez mejo, saj pri nas v javnem zdravstvu na ortodonta ali endodonta čakajo tudi 5 let ali celo dlje. Če pa bi šli k zasebniku doma, Zavod za zdravstveno zavarovanje stroška ne bi povrnil, medtem ko ga v tujini povrne. Poigravanje
pravzaprav stisko pacientov, ki jo povzročajo sistemsko porojene hibe v delovanju našega zdravstva ter plačevanju storitev in programov, se preprosto ne more in ne sme odvijati na tak način. Problem je kompleksen, prave rešitve, ki bi jo lahko prinesla le celovita sistemska sprememba obstoječe ureditve, pa ni. Kakšna je vaša ocena, kako preseči te marsikje res nedopustno dolge čakalne dobe, kako poskrbeti za izboljšanje tudi ali predvsem z vidika pacientov? Torej, zobozdravnikov je v Sloveniji v resnici, ne bom mogoče rekla dovolj, ampak če primerjamo recimo število zdravnikov v državi z evropskim povprečjem, so tukaj zobozdravniki kadrovsko močnejši. Torej bi lahko opravili tudi v javnem zdravstvenem sistemu več storitev in to bi bistveno skrajšalo čakalne dobe v Sloveniji. Leta zobozdravniki opozarjajo na to, da je nesmiselno iz več aspektov, da se povrne stroške nekomu, ki se je šel zdraviti v tujino, če bi pa v Sloveniji v sosednji ulici poiskal odličnega recimo ortodonta, zobozdravnika, karkoli pač potrebuje, ki je samo zasebnik, ni vključen v javno zdravstveni sistem, se mu pa stroški ne povrnejo. Konec koncev je to nenavadno že s stališča države in če hočete pobiranja davkov, gre za delo opravljeno in obdavčeno v Sloveniji, na ta način bi v resnici denar ostal doma, ne da ga povrnemo v bistvu v tujini. Torej, razlog, ki ga je mimogrede pred časom omenil Zavod za zdravstveno zavarovanje, je češ potem bi bilo pa teh storitev preveč. Treba je jasno povedati ljudem, koliko lahko naše javno zdravstveno zavarovanje storitev nudi. In to ni stvar zdravnikov, ampak poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Če je seveda tako, da vsega zavarovanje ne more pokriti, potem se pokrije samo en del in se s tem ljudi seznani. No, res pa je, da so prav slovenski zobozdravniki razvili en sistem, kako oceniti ortodontske motnje pri otrocih in kako glede na to indicirati bolj ali manj nujno obravnavo. Zavod za zdravstveno zavarovanje bi se lahko oprl na to klasifikacijo in se potem odločil recimo za povračanje stroškov za določene bolj nujne posege v Sloveniji, torej za pogodbo z nekom, ki je sicer zasebnik. Gre pa v resnici pravzaprav za razumevanje, kaj je to javno zdravstvo. V Sloveniji se še vedno držimo neke zelo posebne definicije, da je javno zdravstvo tisto, ki se izvaja v zavodih, ki so lastniško javni, bodisi državni, bodisi občinski. V resnici, povsod drugod po svetu, pa je javno zdravstvo tisto, do katerega smo ljudje upravičeni zaradi javno zbranih sredstev našega javnega zavarovanja. Kdo je izvajalec, je manj pomembno, je pravzaprav nepomembno. Storitev mora biti izvedena kakovostno, mora biti dostopna glede na to, koliko je po strokovnih kriterijih nujna, kdo jo pa izvede, je pravzaprav popolnoma drugotnega pomena. Ampak ob vseh teh razpravah še vedno poslušamo, ja, plačevali bomo več storitev, ampak samo javnim zdravstvenim zavodom, se pravi po lastniški strukturi. Tako da v zvezi z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti je bilo zelo pogosto omenjeno, da je potrebno ločiti javni in zasebni zdravstveni sistem. Jaz mislim, da je dolgoročna rešitev zdravstvenih sistemov, ne samo v Sloveniji, tudi kje drugje po Evropi, zaradi te širitve ponudbe, širitve potreb v združevanju vseh izvajalcev
v javni zdravstveni sistem, ki pač nudi storitve prebivalcem. Seveda, katere so pa te storitve, do kakšne mere je Slovenija kot družba sposobna kriti zdravstvene storitve, to je pa širša družbena odločitev in odločitev Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Po eni strani se ne plačuje ortodonskih storitev pri otrocih, ki so res ogroženi, na drugi strani se iz nekih tradicionalnih razlogov še vedno plačujejo nekatere stvari, ki pravzaprav niso tako zelo nujne za zdravstveno obravnavo. In tukaj je treba z upoštevanjem strokovnih kriterijev z strani plačnika povedati, tole smo kot družba sposobni, drugo pa pač ne bomo. Ne pa samo zato, ker ne gre za javnega izvajalca. To je v bistvu tudi neke vrste, kako bi rekla, korupcijsko tveganje, da se financira iz javno zbranega denarja samo določene izvajalce, v tem primeru javne. Pravzaprav bi kazalo v recept, kako urediti, spremeniti, optimizirati, modernizirati zdravstveni sistem, pacienta umestiti v središče, kajti v zdravstvu zelo radi govorimo o tem, da se vse vrti okrog pacienta, toda tu so interesi pacienta, predvsem pa včasih tudi njihovo zdravje ali celo življenje ogroženi, prav zaradi tovrstnih sistemskih ovir, ki ne omogočajo razvoja. Ja, torej pri nas, če gledamo samo novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, se vse vrti okrog javnih zdravstvenih izvajalcev. Njih je treba okrepiti, ne glede na to, česa bo potem deležen pacient. Z pač neko domnevo, da če bodo pa javni zavodi okrepljeni, potem bodo pa imeli ljudje dovolj in dovolj kvalitetnih storitev. Številni modeli po Evropi, v državah, s katerimi se lahko primerjamo, govorijo ravno nasprotno. Če razmišljamo o tem, kako je treba do pacienta pripeljati največ zdravstvenih obravnav, tiste, ki jih potrebuje, je v resnici potrebno izbrati izvajalca, ki je učinkovit tudi finančno, v prvi vrsti seveda pa kakovosten, in v ta sistem kakovosti, no, to si obetamo od novega zakona, upam, da bo zadeva zaživela, morajo biti seveda vključeni vsi, ki izvajajo zdravstvo. Tako da in pod enakimi pogoji, na ta način bomo vse to mobilizirali, da tako rečem, vse, kar lahko prispeva k zdravju ljudi. Kakšen pa je v obstoječi situaciji vaš pogled na zdaj že 19 mesecev trajajočo stavko zdravnikov in zobozdravnikov, ki jo vodi sindikat Fides? Torej, ja, gre za res dolgotrajen proces, ki je sicer bil v medijih zelo diskreditiran, je pa treba povedati, da so se v tem času tudi pod pritiskom te stavke stvari vendarle začele izboljševati. Pred nekaj leti smo bili slovenski zdravniki s plačami prav na dnu evropske lestvice. Vedno se primerja zdravniška plača s povprečno plačo v državi in ta primerjava je bila za nas daleč slabša kot za večino evropskih držav. Tukaj se je v zadnjem času nekaj popravilo, vsaj recimo temu blizu tega evropskega povprečja, razmerja, in jaz mislim, da je svoje doprinesel tudi stalen pritisk tega stanja stavke. Res pa je, da sta se vmes zgodili dve stvari, oziroma ena je bila že prej prisotna. V Sloveniji je namreč že prej bila stavka zdravnikov zakonsko zelo omejena.
za razliko pač od nekaterih držav, kjer zdravnikov dobesedno ni na delovnem mestu. Med stavko pa se je sprejela še ena izjemno stroga zakonodaja, ki v resnici stavko zdravnikom prepoveduje. Ta zakonska sprememba je sicer v presoji na Ustavnem sodišču, ampak kot sem seznanjena, odgovora še ni. Tako da smo v neki situaciji, kjer v bistvu, če nismo z javnim zdravstvenim sistemom kot zaposleni zadovoljni, je edini način, da ga zapustimo, bodisi z selitvijo v drugo državo ali pa z delom v zasebništvu. Skratka, pritisk na zdravnike, ki je neprimerljiv z drugimi strokami. Tudi na področju javnega zdravja pravzaprav izzivov ne zmanjka. Zato bi vas kot strokovnjakinjo za zdravljenje nalezljivih bolezni vprašala, kakšen je danes po izkustvu infektologov na Slovenskem na splošno odnos do zaščite s cepljenjem. Glede na to, da vemo, da je edino z dovolj visoko precepljenostjo mogoče preprečiti širjenje in zbolevnost za mnogimi nalezljivimi obolenji, zaradi katerih so včasih najobčutljivejši, zlasti malčki, umirali zelo zgodaj. Danes temu ni več tako, pa bo tako tudi ostalo. Mogoče bi začela malo stran. Namreč o zdravstvu se vedno govori kot o storitvah, bodisi diagnostičnih storitvah, bodisi kirurških posegih. Ampak velik del zdravstva je pa v bistvu intelektualna storitev, sinteza vseh teh preiskav, posegov v končno zdravljenje enega posameznika. In to je v Sloveniji izrazito slabo cenjeno. Poleg tega so slabo cenjene tudi javnozdravstvene dejavnosti. In če bomo želeli preživeti ta čas slabšanja zdravstvenih razmer prebivalstva zaradi staranja, zaradi kroničnih bolezni in na drugi strani ogromne tehnološke ponudbe, se bomo morali bistveno več ukvarjati s tem preventivnim delom medicine in v ta preventivni del medicine pritegniti tudi vrhunske, da rečem, študente in potem strokovnjake, ki bi se želeli s tem ukvarjati. Razmišljati moramo o tem, kako bomo v ta segment pritegnili dovolj dobro izobraženih in motiviranih ljudi. To je seveda povezano z odgovorom na vaše neposredno vprašanje. Namreč tudi z področjem cepljenja bi se morali ukvarjati bistveno več, s promocijo cepljenja, z različnimi raziskavami, ki bi nam pokazale, kje so problemi, kaj je treba v družbi spremeniti. Nedvomno pa je treba spremeniti oziroma graditi na odnosu in na zaupanju ljudi do zdravstva in do stroke na splošno. Priča smo diskreditacijam številnih strokovnjakov, ne samo na področju zdravstva. To je neko obdobje, ne samo v Sloveniji, kjer v resnici vsakdo, ki prebere 2 stavka na internetu, lahko v razpravi enakovredno govori, vsaj tako misli, za nekom, za katerim so desetletja delovnih izkušenj in študija na enem področju. Če se pa vrneva konkretno k cepljenju, imamo pa v Sloveniji velik problem. Mislim, da nam je cepljenje proti covidu jasno pokazalo, kakšna je sprejemljivost cepljenja za cepiva, ki niso obvezna. Redno se je cepljenje proti covidu-19 začelo, sva se pogovarjali z dr. Marto Vitek, koliko pričakujeva, da bo ljudi precepljenih, in sva prišli dobesedno do te številke, ki se je to dejansko zgodila, kar seveda pomeni, če bi postalo cepljenje proti ošpicam, recimo prostovoljno, bi bilo tudi proti ošpicam cepljenih samo 60% otrok.
kar seveda pomeni, da bi se ošpice vrnile z vsemi zapleti, ki so včasih bili usodni za številne otroke, za številne družine. Če pomislimo nazaj, desetletja naše prababice so rodile veliko otrok, pogosto jih je le del teh preživel. Cepljenje je eden tistih ukrepov, ki samemu sebi zmanjšuje, da tako rečem, samo podobo. Mladi ljudje bolezni, proti katerim smo dobro zaščiteni, recimo ošpic, ne poznajo, se jih ne bojijo in seveda jih je zelo težko prepričati na podlagi nekih starih zapisov in dejstev. Verjetno pretežni del posameznikov, ki se tako odločijo, nekako predvidevajo, da jih bo zaščitilo že to, če se bodo cepili drugi oziroma če se bodo drugi odločili za cepljenje svojih otrok. Ja, tukaj govorimo o tako imenovani tragediji skupnega. Gre za to, da je seveda posamezni otrok, ki ni cepljen, v resnici zaščiten, ker so cepljeni drugi, ne utrpi pa vseh seveda vedno možnih neželenih učinkov. Ampak, ko je takih otrok več in več in več, seveda ta zaščita zaradi kolektivne imunosti izzveni. Nekaj podobnega, kot če recimo lovite ribe, pretirano lovite ribe, na koncu jih zmanjka za vse. Kako pa po vaši oceni utegne na nadaljnji razvoj medicine in obvladovanja nalezljivih bolezni vplivati odločitev ZDA, ki so ukinile oziroma omejile financiranje raziskav za cepiva mRNA? Ja, češ da ta prinašajo več tveganj kot koristi? Spremljamo z veliko skrbjo. Gre za en svetovni trend, kot sem že omenila, tega diskreditacije znanosti in vključevanja v bistvu v te odločevalske strukture, ki so bile včasih samo strokovne, ljudi, ki pridejo v te strukture, da tako rečem, po politični liniji. To se dogaja trenutno tudi v Združenih državah Amerike. Zmanjšanje financiranja razvoja bo prav gotovo prineslo stagnacijo. Zdaj, do kam bo to šlo? Žal, ne, gre pač za področje, od katerega smo veliko pričakovali. Ta mRNA cepiva, kot veste, so se začela razvijati za onkološko terapijo in bi se lahko na vseh področjih pravzaprav zelo uveljavila. Marsikaj bi lahko preprečevali z cepljenjem. Tako da ne vemo, do kam bo politika posegla v znanost. Na epidemijo, ki je dodobra zaznamovala naša življenja, smo skorajda že pozabili, čeprav je še ni konec, in nekateri strokovnjaki po svetu pravzaprav še vedno priporočajo uporabo zaščitnih mask. V slovenskih zdravstvenih ustanovah, razen na določenih oddelkih, v določenih enotah, te prakse ni. Zakaj je tako in kakšen je vaš pogled na zaščito pred okužbo oziroma večkratnimi okužbami s COVID-19 in kako je v resnici z dolgotrajnimi posledicami, ki jih za seboj na organizmu obolelega, na možganih in praktično vseh organih ter organskih sistemih puščajo vsakokratne okužbe s SARS-CoV-2? Torej, glede te pandemije smo pravzaprav tam, kjer smo predvidevali, bolezen je z nami ostala. Ne moremo več govoriti o širjenju hude bolezni COVID-19, ampak ljudje še vedno zbolevamo in lastna imunost, bodisi s cepljenjem, številnimi infekti, nas pač ščiti pred hudim potekom. Skratka, pandemija se je nekje sploščila v neko običajno virozo.
Torej to, da se v zdravstvenih ustanovah ne nosi mask, ne drži povsem. Konkretno na infekcijski kliniki jih kar pogosto nosimo takrat, kadar smo v neposrednem kontaktu z bolniki po oddelku. Torej sprejemljivost mask na splošno mislim, da se je vendarle do neke mere povečala. Tudi med ljudmi, če gre za nekoga, ki ima okužbo dihal, občasno pač vzame masko, da zaščiti koga drugega. Skratka, ugotovili smo izkustveno, čeprav je bilo prej veliko prerekanja, da so maske vendarle koristne. Malo smo pozabili smo tudi na razkuževanje. Včasih je imela vsaka trgovina stekleničko z razkužilom, sedaj te stekleničke še so, ampak so praviloma prazne. Tako da te dobre navade seveda bi bilo dobro ohraniti. Kar se pa tiče ponovnih okužb z COVID-19, pa dejansko opažamo, da jih prihaja pri tistih ljudeh, ki so imeli tako imenovani post-covidni sindrom, recimo po prvi okužbi, pa se je po nekaj mesecih izboljšal, zapravo izvenel, se jim je stanje po novi okužbi spet poslabšalo. Tako da je to ponovno zbolevanje zlasti zoprno za te ljudi, ki reagirajo z razvojem tega post-covidnega sindroma. Kako pa je z dolgim covidom? Koliko je pri nas tovrstnih bolnikov in kako kompleksne so njihove težave? Torej, dolgi covid ali bolj tako besedo post-covidni sindrom. Torej, po eni raziskavi, ki jo je naredil OECD, naj bi v Sloveniji bilo tam nekje okrog 9% vseh obravnav v družinski medicini zaradi teh post-covidnih težav. So pa te številke nezanesljive, zato ker seveda ljudje, ki imajo blage težave, niti ne obiščejo zdravnika, ga obiščejo mogoče zaradi kakšnih drugih težav, pa se skriva v tem post-covidni sindrom, ker bolezen ni zelo dobro definirana. Ne moremo jo diagnosticirati z enim samim testom, ampak gre pač za situacijo po covidu, ki kaže eno tako multiplo sliko. Torej, po teh številkah bi lahko ocenili, da je v Sloveniji več 10 000 ljudi, ki trpijo s temi težavami. V naših ambulantah težko ocenim, nismo delali kakšne analize, ampak je gotovo vsaj 100 bolnikov, ki se vodijo zaradi hudih težav. Težav, ki ovirajo njihovo vsakdanje življenje, za nekaj časa dobesedno obležijo, težko opravljajo minimalna gospodinjska dela, so na dolgotrajnih bolniških, kar je problem tudi seveda lahko socialno. Skratka, težava je kar zelo huda. Tisto, kar pri nas manjka, je nek celostni pristop, ki bi bolnika podpiral v času poteka tega post-covidnega sindroma, se pravi te bolezni. Gre v bistvu za neko somatsko in psihosomatsko stanje, ki potrebuje različne vrste podpornih terapij, od fizioterapije, vaj, skupinskih terapij in podobno. To je bilo pri nas kar prisotno v zgodnjem obdobju, sedaj pa v veliko manjši meri in so ti ljudje razen občasnega obiska pri specialistu kar prepuščeni samemu sebi. Seveda, Slovenija ni tako zelo bogata družba, da bi organizirala prav klinike za to področje, ampak mislim, da bi bilo pa vseeno smiselno narediti več. Zlasti zato, ker, kot sama vidim iz svojih izkušenj, najbolje prenašajo ta post-covidni sindrom ljudje, ki imajo prvič doma in na delovnem mestu podporo in ki lahko do neke mere ohranijo recimo vsaj nekaj urni delovnik in podobno. Ampak zato potrebujejo eno sistematično podporo in to ohranjanje bolnika pri njegovih aktivnostih je seveda pa za družbo dobrodošlo in če hočete na koncu tudi povrneti stroške nekega takega podpornega zdravljenja. Če se na koncu vrneva k sistemskim okvirom, kateri so
torej po vaši oceni bistveni izzivi, ki jih bo v sklopu javnega zdravstva treba res pospešeno urediti, če želi slovenska medicina še naprej slediti najsodobnejšim pristopom, metodam in načinom zdravljenja oziroma jih čim ažurneje še naprej tudi v prihodnje umeščati v klinično prakso? Odgovor na to seveda ne more biti kratek. Zelo, zelo veliko stvari je, ki bi jih bilo treba urediti. Na Zdravniški zbornici imamo občasno prav usmerjene razprave na to temo. Že pred nekaj leti smo pripravili nekaj točk, nekaj usmeritev za odločevalce, ki pravzaprav še vedno veljajo. V prvi vrsti se nam zdi, da je zelo pomembno, da se uredi, izboljša upravljanje zdravstvenih zavodov. Opolnomoči kolege, ljudi, ki vodijo zdravstvene zavode in do ravni vodenja oddelkov. Torej, boljša organizacija, ki bi vključevala na eni strani principe vodenja v gospodarstvu in na drugi strani principe organizacije dela kot take, bi bila prva stvar, ki bi jo bilo potrebno z tako spremembo, reformami urediti. Potem seveda financiranje zdravstva kot tako. Slovenija, kot veste, ima delež financiranja zdravstva pod evropskim povprečjem, pa tudi v absolutnih številkah smo še vedno pod evropskim povprečjem, kar pomeni, da je naše zdravstvo sorazmerno skromno in ima v resnici zelo dobre izide za to, s kakšnimi sredstvi razpolagamo. Verjetno se bomo morali kot družba odločiti, če bomo želeli ljudem vso to tehnološko ponudbo omogočiti, da se bo v zdravstvo vlagalo več. Ampak to je širša družbena odločitev. Zdaj seveda omenila sem že vlaganje v preventivo, da bodo ljudje čim dlje živeli brez kroničnih bolezni in brez potreb po posegih. Če živimo 10 let dlje kot pred časom, pomeni, da to ne sme pomeniti, da 10 let dlje jemljemo terapijo za 3 različne kronične bolezni, ampak bi si morali podaljšati ta zdravi del življenja. V to je potrebno investirati. Omenila sem že kadre. Veliko se govori o umetni inteligenci, o robotih. Na vsak način lahko nekaj tudi zdravniškega dela opravijo te naprave ali pa nam pomagajo, ampak na koncu bomo še vedno potrebovali zelo, zelo dobro izobraženega zdravnika, ki bo znal iz tega, kar mu pomaga robot in kar mu pomaga umetna inteligenca, najti nek odgovor na zdravstveno vprašanje prav za konkretnega bolnika, seveda z neko človeško empatijo in na drugi strani z odgovornostjo. Tako da vlaganje v zdravstvene poklice splošno in vlaganje v to, da bomo imeli, trenutno se mi zdi, da še vedno imamo res visoko izobražene, pa tudi zelo motivirane zdravnike za ta segment zdravniškega dela, ki ne bo postal manj zahteven. Na drugi strani pa seveda dogovor, kako bodo nekatere druge zdravstvene dejavnosti opravljali pa drugi poklici v timu.